oba naju z bratom in mislim, da to še bolj povezali. In sva ful hvaležna res vsem, ki so nama pomagali. Moj Radio 1. Preprosto blizu. Živa, Luka. Živa. Kako si? V redu. V redu? Ja. Malo se bova spomnila, kako je bilo približno 1 leto nazaj in začela bova s temle posnetkom. Ja, prosim. Dobro jutro, Denis Avdićev na tej strani, Jana, Miha, Denis. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Luka, vidva z bratom sta stara 21 pa 18. Kaj se je zgodilo? Lani novembra se nam je nekako svet začel podirati. Našo mami je zadela kap, odpeljali se na nevrološko kliniko. Potem, tako en teden, ki je minil, je naša mami umrla. In potem smo čez nekaj časa dobili račun iz nevrološke klinike za 9500 evrov. Po tej smrti je očeta še bolj prizadel, je bolj zapadel alkohol. Zaprl se je vase, tako da sem spet jaz mogel prevzeti, tako da sem skrbel za stanovanje, da smo plačevali položnice, da sem hodil v trgovino, skrbel za brata. Zdaj, pred parimi dnevi, Ja. Si je pa še oče sam sebi vzel življenje. Iskreno sožalje, Luka. Ja, hvala. Kaj vama z bratom trenutno predstavlja največjo težavo v smislu, da lahko mi pomagamo? Ja, v bistvu to plačilo, ki ga moram še izvesti za to mamino bolnico. Čakajo pa še stroški pogreba. Ja. Luka, vsekakor bosta z bratom deležna pomoči. Držta se, če pa še karkoli drugega, pa prosim sporoči. Ja, najlepša hvala, res sem. Hvala. Luka, slabo leto kasneje sva tukaj in je še zmeraj težko najti besede. Kako si takrat se počutil oziroma kako sta oba zmogla, ampak ti si bil tisti, ne, ki je prevzel vse skupaj, ki je padlo nate. Počutil sem se na začetku grozen. Jaz sem furat v družbi, ampak včasih sem rabil tudi kak dan, dva, da sem se umaknil. Za brata je bilo v bistvu še malo težji, ker on je bolj karakter tak, da vse drži v sebi. Imel tudi pomoč drugih, da je res to pa še on speljal. Jaz pa pač, če čim je bil on boljš, je bilo pol tudi meni dosti lažje. In temu je pomagal tudi ta klic, ki sva ga poslušala, ne? Ja, ta klic je pa bi lahko rekel, da nam je spremenil cel življenje. Vse ta dolg, ki sva ga odplačala za mami iz bolnice, plus, ko ste nama dali še tisto darilno kartico za trgovino, so si lahko v bistvu kupila hrano, kupila stvari. Jaz mislim, da brez tega klica, brez vas, če ljudje ne bi slišali ene zgodbe, ne bi v bistvu pol imela toliko podpore, kakor sva jo. Bog je, kaj bi pol znala bilo. Povej mi, kakšna prihodnost je pred vama dvema, kako jo vidita, kakšne imata plane, kaj si želita? Jaz upam, da bom dobil eno dobro službo. Študiram fizioterapijo, zdaj že delam tudi prek študenta. Da bo tudi v tem uspel. Brat pa tudi študira, zdaj ima službo, kakor sem rekel, mu je to zelo všeč. In tudi mislim, da ima kar cilj čim več izkoristiti, kakor se da. Luka, hvala. Ja, hvala za vse in hvala, ker si tako srčen človek in
v bistvu si nam lahko kar motivacija vsem. Tudi jaz in brat se vam res zahvaljujeva, ker mislim, da brez vas res ne bi bilo tako, kot je zdaj. No. ur dobrodelnosti, čarobnost obdarovanja. Po svojih močeh pomagaj z SMS-om, pomagam 1 ali pomagam 5 na 1919.